Živijo barabe. Kot veste, jaz sem tudi znan po tem, da delam neumnosti, bedarije, take in onake, pa tudi kot da sem nerazgledan in tako naprej. Ampak vedno hočem mladim nekako odpreti oči na različnih področjih. In to področje danes bo vojna. Verjamem, da se marsikdo ne bo strinjal z mano. Vedno, ko se gre za vojno, so mnenja deljena. In to ne more spremeniti. Vedno, ko začneš govoriti o vojni, je najtežje začeti s tistim, kdo je kriv oziroma ko je počel rat. Sem pa vedno mnenja, da v vojni ni nihče nedolžen, no razen civilistov in ljudi, ki so jih prisilili, da gredo v vojno. Se pravi, Rusija, Ukrajina in še manj ZDA, nihče od teh držav ni nedolžen. Mediji želijo Rusijo oziroma Putina prikazati kot največje zlo, kot največjega agresorja. Pa še nekaj preden začnem. Instagramu še. Spektru storije objaviš kako Pray for Ukraine in kasneje objaviš svojo kodico za About You. To ni nobena empatija, ampak to je debilizem. Tako da dajmo malo razmisliti, kaj objavljate oziroma kaj vse v isti sapi govorite. Zato sem posnel ta video, da tudi mladim malo odprem oči in razložim, kaj se dogaja. Da ni trenutni svet samo About You, TikTok in OnlyFans. Pustite Pray for Ukraine, delajte to, kar znate, prodajajte te vaše kodice. Druga stvar, recimo bilo mi je ful fascinantno, sploh ta Pop TV, ko je objavil fotko od bivše oziroma nekdanje misice Ukrajine, ki je objavila fotko z nekim orožjem in na storiju napisala, kdo bo prišel čez mejo, da ga bo ustrelila oziroma jih treba pobiti. S čim jih boš pobila? Z airsoftko, z make-upom ali z urejeno frizuro? In verjamem, da je ona sigurno, ko je zmagala, rekla, da si želi mir na svetu. No, toliko o tem miru. Kot sem ponovil, mediji želijo Rusijo prikazati kot največjega agresorja, kar temu ni tako. Zdaj, da bi totalno razumeli zgodovino vojne med Ukrajino in Rusijo, bi morali iti vse nazaj v čas Prve svetovne vojne. Tako daleč ne bom šel. Gremo v 2012 in v Ukrajini in na Poljskem poteka Evropsko prvenstvo o nogometu. Tukaj so Rusi in Ukrajinci živeli v harmoniji. Mislim, da noben od njih ni pomislil, da se bo samo v 2 letih zgodile drastične spremembe. V letu 2014 se je ogromno zgodilo. Ena od teh je Majdanska revolucija oziroma Velika ukrajinska revolucija. Ta Majdanska revolucija je Ukrajincem dala glas, da lahko izrazijo svoja proevropska stališča, umrlo je okoli 100 protestnikov. Je pa ta Majdanska revolucija oziroma Velika ukrajinska revolucija prinesla tudi ogromno nacionalizma, kar je kasneje povzročilo radikalizacijo. Tukaj pa je drugi korak, ki se je prav tako zgodil v 2014 in zelo pomemben korak, če lahko se izrazim korak, je pa to, da je Ukrajina želela kategorično prepovedati regionalne jezike. Si predstavljate, kaj to pomeni za 1/3 Ukrajincev, katerim je materni jezik ruščina? No, ruščino so jim prepovedali oziroma vzeli. Nekaj takega se je zgodilo tudi pri nas, na Primorskem, kjer so fašisti prepovedali uporabo slovenskega jezika v šolah in če so izvedeli, da ti doma govoriš slovensko, so tebe in tvojo družino deportirali. Tako da definitivno tukaj ni nič novega, zgodovina se seveda ponavlja. No, v 2014, kot sem že omenil, se je dogajalo veliko. Zgodilo se je tudi to, da je Svoboda, to je politična stranka, podprla zakon o prepovedi uporabe regionalnih jezikov in tako postane edini uradni jezik ukrajinščina. Svoboda je pozvala, da bojkotirajo vse prenovljene ukrajinske zgodovinske učbenike, da prepovejo poučevanje v ruskem jeziku v šolah, pozivajo vse, da odločno zavrnejo študij v jeziku okupatorja. Kasneje so še prepovedali razne ruske programe na televiziji in razne ruske oddaje in tako naprej na radijih. Se pravi, ruski jezik je bil prepovedan. Zdaj, kaj je to sprožilo na vzhodu? Na vzhodu je to logično sprožilo vstajo. Vstali so zato, ker niso želeli živeti pod kremplji takrat nacistične vlade. Seveda je pa ta vstaja naredila efekt na ukrajinske sile. Ukrajinske sile so zaradi te vstaje poslale na vzhod težko orožje oziroma težko artilerijo in s tem bombardirale lastne državljane oziroma lastni narod. Zdaj, po podatkih OZN je v tem času, se pravi v 7 letih, umrlo že 14,000 ljudi. Mislim, da 10,000 vojakov in od tega 4,000 civilistov. Če se motim, se opravičujem. Tako da, dragi moji, tako se je začela vojna v Ukrajini in Rusiji in ne letos, kot mediji zelo radi pišejo, vojna traja že skoraj 8 let, se pravi od leta 2014 in nikakor ne od leta 2022, ko je Putin sprožil bombni napad. Poleg ZDA so tukaj tudi mediji, ki so tisto drugo zlo. Pomembno je tudi omeniti, da Ukrajina že 7 leto ne spoštuje premirja, kateremu se je zavezala s podpisom v Minsku leta 2015. Takrat je obljubila, da bo umaknila ukrajinske vojake iz vzhodnih konfliktnih regij. Kaj
pa so to konfliktne regije? Definitivno gre to za ozemlje Donbas. Ozemlje Donbas je sestavljeno iz dveh pokrajin. Ena pokrajina je Donetsk, druga pa je Luhansk, upam, da sem izgovoril prav. V tem ozemlju živi približno 4 milijone prebivalcev, kar predstavlja 1/3 ukrajinskih prebivalcev. No in kolikor razumem Putina, Putin bi rad oziroma je zdaj te dve pokrajini označil za neodvisne, kar je Ukrajince še bolj dvignilo v luft. Seveda vse to zopet ne opravičuje dejanj, ki jih je storil Putin. Ampak jaz se nekako predstavljam to tako. Dajmo reči, da imamo ribiča Marjana in njegovega sovražnika Staneta. Marjan rad lovi ribe sam, v miru, stran od žene. Ampak Stane vsak dan vrže kamen v Marjana. En dan vrže Stane kamen Marjanu v hrbet, drugi dan v glavo, tretji dan vrže skalo v reko, bodi si jezero in s tem odžene ribe, mu poškoduje palico, mu vrže zopet kamen v glavo. Skratka, Stane 7 let meče kamnje v Marjana. Marjanu po 7 letih poči film, zagrabi kamen in vrže nazaj v Staneta. Kdo bo tukaj najslabši? Marjan. Marjan bo takoj po vseh medijih prikazan kot največji agresor, ker je 7 let toleriral kamnje, po 7 letih je pa en kamen le vrgel nazaj. Ampak kot pravim, zopet vse to ne opravičuje dejanja Putina. Rusija oziroma Moskva prav tako spodbuja proruske separatiste, da izzivajo ukrajinske sile. Zdaj, kaj so separatisti, kaj je separatizem? Separatizem to je politika namenjena odcepitvi nekega teritorialnega dela države. To se dogaja takrat, ko je želja po ustvarjanju nove neodvisne države. Separatisti so pa kot neki borci za pravico, se pravi po domače povedano kot nekakšni uporniki. Ampak se spet vsak te separatiste drugače razlaga. V teh 7 letih je Rusija zalagala separatiste z orožjem in jih spodbujala, da izzivajo ukrajinske sile, in v teh 7 letih je prav tako ZDA spodbujala Ukrajino, da napada proruske separatiste. Zopet ZDA meša govno. 1+1. Če bi živeli v perfektnem svetu, ostaja dialog, kako bi ta konflikt lahko rešili čez noč. Sestavljen je iz nekaj alinej, koliko razumem. Se pravi, da Ukrajina dobi povrnjen nadzor nad izgubljenimi regijami, se pravi nad odzemljem Donbas, da dobi nazaj nadzor nad mejo z Rusijo, nato bi sledile volitve in referendum, in če bi na referendumu izglasovali željo po avtonomiji, bi moral Kijev spremeniti ustavo in tako uporniškim regijam dodeliti večjo pristojnost in neodvisnost. In long story short, želeli ali ne, ruščina bi postala tako uradno drugi jezik v Ukrajini. Seveda se s tem ni strinjal ne Kijev, ne Moskva in še manj Washington. In zopet smo tukaj pri ZDA. Pravijo, da kamor vtakne nos Američan ali Anglež je pizdarja. Pa tukaj ne mislim na slehernega Američana ali Angleža, ampak na politiko. In mislim, da je res. Kje so sedaj vsi tisti Američani, ki v filmu vedno pripeljejo mir, vedno rešijo cel svet? Kje ste? Rabimo vas. Zdaj pa dajmo govoriti, kakšno vlogo ima tukaj Amerika oziroma NATO. Vse to je isti drek. Putin je močno proti razširitvi NATO proti vzhodu. To je 1+1. Rusija oziroma Putin je takrat v Ženevi tudi zahteval, da NATO nikogar več ne sprejme, ker je to proti namenom NATO. Se pravi, Putin noče, da se NATO širi proti vzhodu. Ampak dajmo prvo to povedati. Ukrajina ni bila nikoli v NATO. Je pa res, da NATO Ukrajini pomaga tako, da jim pošilja prvo pomoč in orožje in postavlja vojake na meje v primeru, da bi Putin šel še korak dlje. Seveda Putinu to ni všeč. Putin je tudi v Ženevi izrazil oziroma ukazal, da se te vojaki iz NATO umaknejo iz rusko-ukrajinske meje. Kaj bi se zgodilo, če pride Ukrajina v NATO? Zgodilo bi se to, da bi NATO postavljal vojaška oporišča po Ukrajini, kar Putinu zopet ni všeč. Postavljal bi lahko tudi močno orožje oziroma težko orožje, s katerim bi lahko napadali Rusijo. Seveda to Putinu ni všeč, da je v Ukrajini orožje, katero lahko doseže Rusijo. Proti temu je Putin. Samo zato, ker bi potem lahko NATO napadal Rusijo s težkim orožjem in tudi pozval je oziroma zahteval, da umaknejo vso jedrsko orožje iz Ukrajine. Nekdo se je recimo dobro izrazil, ko je povedal, da so ZDA in Rusija uporabili Ukrajino kot poligon za merjenje moči. Je pa tukaj tudi Kitajska. Kitajska rabi vse to, kar ima Rusija. Minerale, vesoljsko tehnologijo, jedrsko tehnologijo in tako naprej.
naprej. Točno to, vse to potrebuje Kitajska v primeru, če pride do vojne z ZDA, da lahko Kitajska konkurira ZDA. Ampak v bistvu, zdaj koliko sem malo bral, se je izkazalo, da Kitajska niti ni tako dober zaveznik Rusiji, kot naj bi bila. Moramo pa tudi nekako razumeti Putina. Putin na Ukrajino gleda kot na bivšo dekle. Z njo je obseden, želi si jo nazaj. Največja kriza 20. stoletja za Putina je ta, da je izgubil Ukrajino. Ukrajina in Rusija, to je bilo včasih, dajmo reči, kot Jugoslavija. Živeli so v harmoniji, kultura, politika, ekonomija, skratka bilo je fajn. In ko se je začela Ukrajina spogledovati z NATO-om, je Putin dobil občutek, da Ukrajino zgublja. In s tem seveda dosti večji oziroma še dodatni odpor do razširitve NATO proti vzhodu. Jaz mislim, da Putinov namen ni zavzeti pol Evrope, kako o tem pišejo mediji. Jaz mislim, da Putin želi samo, da NATO spoka čim dlje od vzhoda. Kakšen pa je glavni interes NATO? Jaz mislim, da glavni interes NATO je ta, da slabijo Evropo, da začnejo motivirati ostale evropske države, da začnejo verjeti v vojsko in da vse te evropske države začnejo večati svoj obrambni proračun. Recimo zanimivost je, da zdaj odkar je ta vojna oziroma odkar se govori v medijih, da so ameriški proizvajalci orožja, njihove delnice zraste za 10% v samo nekaj dneh. Kdo pa bo v tej vojni najbolj najebal? Tukaj so zopet deljena mnenja. Eno mnenje je to, da ne bo ne Ukrajina, ne Rusija in niti ZDA najebala, ampak bo najbolj najebala Evropa. Zakaj? Ker bo Evropa tako postala še bolj odvisna od Amerike, logično podražali se bodo energenti, hrana in naval beguncev. Se pravi, dobili bomo en deal do urit. Drugi scenarij je pa ta, da bo tukaj najbolj najebala Rusija. Rusija pa je stane taka vojna na dan 5 milijard in pa je že nekaj držav skensalo pogodbe za ruske energente. Se pravi, Rusiji te energenti ne pomagajo, če jih nima komu prodati. Ampak še vedno obstaja tukaj možnost dialoga. Obstaja. Jaz samo upam, da zamaga mir, ne Rusija, ne ZDA, ne Ukrajina, ampak samo in samo mir. Hvala za pozornost in čau!